Mi pa odhajamo v Južnoafriško republiko, domovino Nelsona Mandele, enega največjih borcev za svobodo in enakopravnost vseh ljudi, predvsem temnopoltih, saj so ti imeli še do pred 20 let zelo malo pravic. Nelson Mandela je prejšnji četrtek umrl, star 95 let, in ljudje se od njega množično poslavljajo, vsak na svoj način. Ves svet žaluje za velikim borcem enakopravnosti temnopoltih. Preproge svežega cvetja pa se vijajo po mestih in vaseh Južnoafriške republike. Množice Južnoafričanov in tujcev potujejo v kraj, kjer je živel Nelson Mandela, da bi se poklonili spominu velikega voditelja. I can't believe that this is really happening. Like, they were all just here and I see all these flowers and like that he's just gone now. I'm happy because I've been in a place where there's men of leaders that have been here. Nelson Mandela ni bil znan le kot pomemben voditelj in državnik, ljudje so ga poznali tudi kot človeka s širokim in toplim nasmehom. Z glasbo in plesom slavijo njegovo življenje in se ob enem od njega poslavljajo. We want to say thank you for Mandela for giving us freedom and all the opportunity that others get. He was a great legend to us, we all love him. Vsak se poslavlja na svoj način. Nekateri jočejo, drugi prižigajo svečke ali pišejo sporočila, po vsej državi v cerkvah pripravljajo maše. Veliko ljudi se bo udeležilo tudi pogrebne slovesnosti, ki bo jutri na stadionu v glavnem mestu Južnoafriške republike, kjer je Mandela na svetovnem nogometnem prvenstvu zadnjikrat nagovoril ljudi. Slovesnosti se bodo udeležili številni državniki, med njimi tudi predsednik Slovenije Borut Pahor. Mandelo bodo pokopali v nedeljo v vasi, kjer je odraščal.